Množični dogodki so za lokalno skupnost, v kateri se odvijajo, en poseben stres. Še posebej to velja za promet oziroma mobilnost. Namreč obiskovalci se morajo na zelo omejeno območje v zelo kratkem času pojaviti na eni točki. In organizatorji so poleg tega tudi pod v bistvu nekim pritiskom, da morajo dogodke organizirati s čim manjšim ogljičnim in čim manjšim okoljskim odtisom. Obenem pa tudi organizatorji morajo to izpolnjevati neko svoje poslanstvo, kar pa je, da so dogodki tudi obenem izobraževalna in ozaveščevalna dejavnost. Namreč vsak od nas, ko pride in izkusi neke, na primer, trajnostne prakse na dogodku, jih izkusi, jih doživi in jih potem lahko prenese v lastno delovanje vsakega dne. Planica je eden izmed največjih množičnih dogodkov v Sloveniji. Tja pride več 10 000 ljudi v enem dnevu. In leta 2013 smo v Monoteri sodelovali s Planico na projektu Čista zmaga. Namreč izziv je bil, kako narediti dogodek čim bolj trajnosten. In Planica jasno tradicionalno je že veliko naredila na mobilnosti. Zakaj? Zaradi tega, ker sama dolina je omejena, ni pretočna in ozka je. Kar pomeni, da spraviti tja na primer 30 000 ljudi v enem dnevu je skoraj da misija nemogoče. Tako da tradicionalno so ljudje lahko že prihajali z avtobusi tja, to so redne linije, pa tudi posebni prevozi. Potem pa leta 2013 se je pa začela posebna akcija z vlakom v Planico in potem vsa leta kasneje je postala vedno bolj uspešna. Namreč uvedel se je poseben vlak, Planica se je dogovorila s Slovenskimi železnicami. Torej uvedli so posebne linije vlakov iz več koncev Slovenije, ki so peljali do potem Jesenic in Hrušice. Od tja naprej so pa obiskovalci šli z brezplačnim avtobusnim prevozom. Kar je bilo posebej privlačno, zakaj so ljudi prepričali, je bila po eni strani cena vstopnice, namreč z vstopnico za Planico so dobili tudi 50% popusta na karto za vlak. In pa potem brezplačen prevoz naprej. Drugič, način, kako so komunicirali to. To ni bilo samo na spletni strani Planice pa Facebooku, ampak so v bistvu sami skakalci, športniki to promovirali. Jaz se spomnim, leta 2013 je Robi Kranjec po radiju rekel, letos gremo Planico z vlakom. In seveda so vsi oboževalci, fani, to z veseljem pograbili in vsako leto skakalci hodijo eno vožnjo, naredijo z vlakom v Planico, tam poteka tiskovna konferenca in s tem popularizirajo ta način, kako priti v Planico z vlakom in avtobusom. Poleg tega pa bi rekla, da je to neka win-win kombinacija. Prvič za organizatorja, ker s tem lahko spravi več ljudi na manj invaziven način v prostor. Drugič seveda za podnebje in okolje, ker se s tem zmanjša ogljični odtis. In nenazadnje, ampak zelo pomembno za same obiskovalce, ker lahko brezskrbno klepetajo s prijatelji na vlaku, ne razmišljajo o tem, ali bo gužva na cesti, ali bodo zamudili začetek, ali bodo dobili parkirno mesto. Tako da taki ukrepi res pomenijo izboljšanje v bistvu kakovosti za vse deležnike. In Planica je tukaj dokazala, da to je način. Torej, oni uporabljajo kombinirane ukrepe, ki spodbujajo bolj trajnostni mobilnosti, se pravi avtobuse, potem vlak, uporabljajo tudi, spodbujajo hojo peš iz bližnjih krajev in pa kombije, neke take šatel prevoze, ki krožijo tudi brezplačno, tako da ljudje potem puščajo lahko avtomobile ali pa tudi z avtobusi v bližnjih krajih in se potem pripeljajo s temi alternativnimi prevoznimi sredstvi v samo Planico.